Z najnovejšimi novicami glede revizijskega postopka se nam v živo javlja naš reporter Robi Petan. Robi, se slišimo? Kakšne so novice iz terena? Iz terena v zraku je fopa in sirena, to je KPK. Iz terena v zraku je fopa in sirena, to je KPK. Celo že poletje vali se tale feler, je rumene barve in ima propeler. Težak je na tone in valjda da koštal bo milijone. Jasni so nameni in jasne so zahteve. Reklo je ministrstvo za notranje zadeve, ko nekom božju mater rabi pride doktor, ni več zajebancije, rabimo helikopter. Pridejo zmeristi, bedasti turisti, ki za v karavanke nosijo japanke. Yeah! Karamo! Rabimo helikopter! Zasriksane oprave, predsednici države, iz glave pade krona, če čakajo kolona. Ja! Takrat pač rabimo helikopter! Hitro so najavili, da bodo 2 nabavili, ker cifre so visoke, so še ljudje iz stroke, da ne bi kdo umanjko bili zraven na sestanku. Ministrstvo za zdravje je reklo, da jim prav je. Res je, Robi, helikopter potrebujemo. Zakaj točno je bil potem nakup ustavljen? Kaj se je zgodilo, Robi? Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Kar se zmer zgodi? Javno naročilo za vse pogoje, ki so bili razpisani, so se javili Nemci in pa Italijani. Pol pa ljudje iz zdravstvene stroke tale razpis dobili so v roke. So rekli stari, čak, sam mal. Ful enih stvari se niste držali. Mi bi rabili takega, da gre lahko na hitre fure, takega, da nam noter pašejo aparature, pa da je kabina take praktične narave, da ko pacient leži, lahko pridemo do glave. Pol ministrstvo je reklo, sliši se preprosto, ampak enostavno pač ne more biti 100%. Ker če damo noter v razpis take pogoje, bo izpadlo, kot da hočemo uvaliti svoje. Pot si nek prtlažnik z lučko noter zaželijo. Pride KPK, hočejo revizijo. Noč ne boste tlele danes tole podpisali, dokler ne bomo mi tega dobro raziskali. Nočemo med dvomov, skritih telefonov, ne se zajebava, to je 40 milijonov. Ker če nas na KPK-ju kakšna stvar nervira, je pa to, da koga se na mesko preferira. To je ena možnost, a minister se sekera, da se ta nakup na mesko sabotira. Se nekomu nove možnosti odpira, da se helikopterska pomoč privatizira. Ne bi bilo niti prvič, ne bi bilo nam tuje, da nekdo za javnim denarjem tle posluje, da privatizira javne bi storitve. Sam komu zdaj verjet, kmalu bojo volitve. Hvala, Robi, za izčrpno reportažo.